slonček naokrog, nima čevljev, ne poguma, da na ples bi se podal. Tam ga čaka mala Tina, ki je prava balerina. Jaz sem Tina, balerina, plesa z mojim svetom rima. Dvigni rivček in poklon, daj ne bodi no tak slon. Hopa, copa, hip in hop, hodi slonček naokrog. Stopaj levo, stopaj desno, zdaj na mestu spet menca. Ker ga čaka mala Tina, on pa plesati ne zna. Jaz sem Tina, balerina, plesa z mojim svetom rima. Dvigni rivček in poklon, daj ne bodi no tak slon. Hopa, copa, hip in hop, hodi slonček naokrog. Se prikloni, jo pozdravi, Tino zdaj na ples povabi. Slonček naš, ti si junak, kmalu plesni boš prvak. Jaz sem Tina, balerina, plesa z mojim svetom rima. Dvigni rivček in poklon, daj ne bodi no tak slon. Kam pa ti? Ja, ti, daj ne bodi no tak slon. Pridi plesat, moj poklon. Bravo, bravo. Ja, saj sploh ne vem, kdo je zdaj glavna zvezda. Tina, balerina, ali Anita, ali Damjana, ali punce, vsak pomalo. Dobrodošli in dobro jutro. Dobro jutro. Ja, razlog današnjega srečanja in tega luškanega plesa je seveda Tina, balerina, knjigica Anita, ki si jo napisala. Gre za zgodbice in tudi pesmice. In te pesmice je potem zapela Damjana Golavšek, ne tako, da smo te tudi slišali. Ampak verjamem, da kot dolgoletna koreografinja si imela potem veliko navdiha tudi za pesmice in zgodbice, ki so na nek način povezane tudi s plesom, ne? Ja, res je. To je v bistvu prva plesna interaktivna knjiga v Sloveniji, na katero sem zelo ponosna. Prišel je očitno en tak pravi trenutek, da vse svoje znanje spravim v eno knjigico. Ta knjigica je res namenjena širši populaciji. To je od predšolskih otrok, za katere je to slikanica, potem recimo za šolske otroke imajo noter zgodbice, 5 zgodbic za prebrati, ki so napisane z velikimi tiskanimi in z malimi tiskanimi črkami, tako da je besedilo za vse. Vmes so tudi večja besedila, zdaj je za morda dislektike ali pa tiste z motnjo pozornosti, pa tudi za babice, a ne, da lažje brez očal preberejo, a ne. Za učitelje, za vzgojitelje, za starše, vsekakor je pa pomembno noter QR koda, s katero, ko jo poskeniramo, pridemo do učnih koreografij, plesa, pesmic in pa tudi notnega zapisa, tako da se lahko pleše in poje, kar je najbolj pomembno. Se pravi, da lahko preberemo, potem zapojemo in še plešemo, ne? Pa še igramo. Damjana, prijetno je verjetno, ne, peti otroške pesmice, to je vedno tako prisrčno. Ja, absolutno, zato ker se potem spostavi ena taka povezava s temi otroškimi dušicami, ki so tako avtentične, iskrene. Tako da vsak tak pripomoček, kot je ta knjigica, ki je tudi učni pripomoček, je maksimalno dobrodošla. Tudi z pedagoškega stališča govorim, tudi glasbene učiteljice, ne samo plesne, bodo našle notne zapise in bodo lahko spremljale otroke. Pri petju so v njihovih tonalitetah napisane. Tako da. Odlično. Se pravi, Charlie je uglasbil, ti pa si potem vse to zapela, ne? Ja, seveda, kot je rekla plesna mati Anita, tako smo pa naredili. Ampak odkje pa znanje za pisanje pesmic, Anita, ne? Vajeni smo, da sestaviš koreografijo tik-tak, ne? Ampak pesmico napisati pa verjetno ne zna vsak.
Ja, Pa še nima se. v bistvu je to pride z leti. Je pa res, da že kot majhna deklica, po moje, že v 4., 5. razredu sem jaz za neko šolsko glasilo napisala neko pesmico, ko se zdaj, vem, da je bilo v neki vrtnici, ampak točno besedilo ne vem. Že takrat so bili navdušeni, ampak to je čisto slučajno prišlo kot otroško. Moram pa reči, da tole pesmico o slonu in Tini Balerini sem napisala pred 7 ali 8 leti in je ta pesmica čakala nekako v predalu, da pride pravi trenutek in da ugleda luč sveta. Da ugleda luč sveta, ja. Se pravi, vsi mogoče malo imamo, a ne, to v sebi, zdaj pa samo... Sigurno, vse imamo v sebi, odvisno je pa kaj negujemo. Ja, tudi balerino smo včeraj slišali, ima vsak od nas v sebi. Ja, ne, pa zanimiva kombinacija, balerina pa slon, ne, balerina je tako elegantna, slon je malo naroden, ne, ampak skupaj pa lahko tvorita dobro simbiozo, tako kot pravljica, ples in glasba gredo z roko v roki, ne. Tako je. Razglašena uglašenost. Gotovo. Ja, hvala lepa za obisk in res tako lepo predstavitev, ki bo zagotovo prav prišla marsikaterim staršem, tako kot ste rekli, pedagogom in seveda v prvi vrsti tudi otrokom. Srečno. Hvala. Srečno na poti. Hvala.